Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Spet smo v oddaji Hvala, razumem. Do zdaj smo že slišali zanimive stvari o življenju in o tem, kaj želimo nasplošno povedati o življenjih nas, ki imamo kakršnekoli težave s sluhom. In nocoj bomo predstavili eno tako zelo zanimivo, zelo poučno in v srce segajočo zgodbo. Namreč predstavili bomo mojo gostjo, spoštovano Jernejo Švent, ki jo poznate sicer kot tolmačko slovenskega znakovnega jezika, tudi v drugih oddajah, tudi v moji oddaji Ženska arena in pa seveda tudi tukaj v oddaji Hvala, razumem. In naša Jerneja je ena taka posebna dušica, namreč rodila se je staršema, ki sta oba gluha. O tem bomo nocoj govorili, kako je, ko se otrok, slišeči otrok, rodi v tišino. Spoštovana Neja, Jerneja, dobrodošla v naši oddaji kot gostja nocoj in te prosim, da se nam malce predstaviš, kdo si, odkot prihajaš, kaj počneš v življenju. Hvala za povabilo. Jaz sem vesela, da bom danes predstavila svojo zgodbo. Sem Jerneja, oziroma, kot si že rekla, Neja za gluho skupnost. Prihajam z Laškega in sem tolmačka slovenskega znakovnega jezika. To, v kar sem se rodila, me je poslalo tudi na poslovno pot v tej smeri. Kako človek postane tolmač slovenskega znakovnega jezika? Kakšna pot te pelje do tega? Preden se dotakneva konkretno tvoje življenjske zgodbe. Pot v Sloveniji je na dva načina. V vsakem primeru pa je potrebno opraviti nacionalno poklicno kvalifikacijo za pridobljeno licenco tolmač slovenskega znakovnega jezika, kjer pred komisijo dokazuje svoje znanje prevoda iz znakovnega jezika v govorjeni jezik in pa iz govorjenega jezika v znakovni jezik. Se pravi, da je to uraden, formalen proces, ki te potem pripelje tudi do službe in verjamem, glede na število ljudi, ki v Sloveniji obstaja, da imaš dovolj dela. Ja, bom rekla, da dela je dovolj, tolmačev še vedno primanjkuje v Sloveniji. Potreba je ogromna, je pa to neko delo, ki te res izpolnjuje, ker pomagaš ljudem. Tako je. Rodila si se gluhima staršema, slišeča deklica, pa če mi za začetek poveš o tem, kako je to potekalo, kako sta se starša spopadla s to situacijo, kako si se ti z njima sporazumevala, in kako hitro si zaznala, oziroma na kakšen način si zaznala, da je vaša družina drugačna? Kompleksno vprašanje. Ja. Jaz bom rekla, da svojega tistega začetnega otroštva se ne spominjam, ker otrok do nekega 3., 4. leta se ne spomni. Jaz sem prvič, da sem sama zaznala, da je moja družina drugačna, je bilo prihodu v osnovno šolo. Takrat tolmačev še ni bilo toliko in sem mogla tudi sama prevajati določene stvari staršem. To je bila po mojem tista največja prelomnica. Komunikacija doma predtem pa je potekala v znakovnem jeziku, kar še vedno trdim, da je moj prvi jezik, pa slovenščina drugi. Zanimivo. Večina ljudi na ta način to prezentira, ki imajo stik z gluho osebo ali pa so sami gluhi. Ali poznaš zgodbe svojih staršev, kako ste dejansko tvoje rojstvo pospremili, tvojo vzgojo, komunikacijo, glede na to, da sta oba gluha do tistega obdobja, ko si pa že sama slišala in morala si se naučiti govoriti. Kako je to potekalo? Bom rekla, da gluhi se znajdejo v življenju. Načeloma ni problema. Jaz osebno sem imela pa srečo, da smo živeli z babico pa dedkom. Se pravi, tudi pomoč njune vzgoje, njun doprinos, starejša sestra, tudi njen doprinos pri moji vzgoji in pa pri vzgoji, se pravi, komunikaciji z ostalimi. Sem dobila pa zadnjič eno vprašanje, ker sem se tako nasmejala, kaj je bila tvoja prva kretnja? Je bila to mama, oče? Ne, moja prva kretnja je bilo jesti. O, zanimivo. Ja. In
Obstaja nekaj, kar se imenuje, če bi kratico prebrali, poslovenjeno, koda. Tako. In ta pojem se pa zelo dotika tvojega življenja. In če se bova tega dotaknili v nadaljevanju pogovora, kdaj si se kot slišeča naučila oziroma ozavestila, da govoriš drugačen jezik kot drugi? Kako je to potekalo, to učenje? Kdo te je tega takrat sploh naučil? Sta že starša tudi takrat znala kretati ali sta imela svoj pogovor med sabo? Kratica koda je pravzaprav CODA, izhaja iz angleščine, Child of Deaf Adult. In ta izraz v Sloveniji še načeloma ni tako pogosto uporabljen. Dosti ljudi tega ne pozna. Se pač prevaja kot otrok gluhih staršev. Vsaka družina ima neke svoje posebne kretnje, drugače pa uporabljajo ta slovenski znakovni jezik, je pa povsod in se uporablja pač po celi Sloveniji. Ne bi rekla, da je bila velika razlika med našimi domačimi kretnjami in pa kretnjami v okolici. Imela sem srečo, moji starši so se tudi vedno družili z ostalimi gluhimi, tudi prijateljstva iz otroštva, ki trajajo še naprej, so tudi med gluhimi, tako da to res cenim, ker so tako topli ljudje, da ne znam razložiti tega. Res je. Verjetno si kot mala ob gluhih starših in ti slišeča že takrat kot mala opazila, da si na nek način most med slišečimi in gluhimi? Ne bi rekla, da bi se zavedala, da sem most med slišečimi in gluhimi. To je bilo čist naravno. Mene včasih, ne vem, mami samo pogledala, pa sem že vedela, da je mogoče treba posredovati. Ampak imata pa, moja starša, tudi zelo dobro, kako se reče, razvito to opazovanje z ustnic. Tako da se tudi sama v pogovoru ena na ena slišeča osebo znajdeta. Se znajdeta. Ja. Ali obstaja kakšna situacija, trenutek, ko si kot otrok morala biti prevajalec, pa ti je ostala na nek način v spominu? Ja, ena taka zelo zanimiva, malo težja zadeva, ker si je mami poškodovala roko in sem mogla iti z njo k zdravniku. Ne kot otrok, takrat sem bila malo pred vozniškim izpitom in mi je bilo težko, da jaz ne morem voziti, pa tudi ona, da ne more skretati točno tega, ker je imela pač roko poškodovano, tako da sem mogla zgodbo že vnaprej vedeti. To je bil tudi moj prvi, bom rekla, da uradni primer, ko sem mogla na hitro nekaj prevesti. Uradni primer, ampak skozi življenje, punčka, ko pa si že kretala in ko si se že sporazumevala, ali si dobila kdaj občutek, da si zaradi tega morala prehitro odrasti, da so te obravnavali kot odraslim enako, ne glede na to, da si ti bila otrok, ravno zaradi tega, ker si pomagala slišati, da se tako izrazim? Bom rekla, da je to načeloma pri vseh otrocih, v povprečju, pri vseh otrocih gluhih staršev, ki smo mogoče majčkeno starejši. Kot sem že omenila, tolmači so uradno v Sloveniji od leta 2002 naprej, pa še to je bilo na začetku zelo majhno število. In se mi zdi, da smo večinoma, mi, ki smo lahko bili ta most, kot si se prej izrazila, že avtomatsko, sploh nezavedno postaneš to komunikativno sredstvo na nek način za pogovor med dvema slišečima odraslima. Je pa res, da dolgoročno toliko izkušenj, kot sem pa jaz v otroštvu pridobila na ta račun, mi pa res tudi v življenju naprej pomaga. In kako danes gledaš na to, kako doživljaš to dvojezičnost in dvokulturnost slišečih in pa gluhih? Dvojezičnost, dvokulturnost, to je v meni. Ne vidim neke prelomnice, kdaj sem to, kdaj sem drugo. Vedno z veseljem povezujem oba svetova.
In pa bom pa rekla, da opažam, da med gluhimi so vrednote mogoče mečken višje, kot pa med slišečimi. To je spet eno vprašanje, nedolgo nazaj sem ga dobila, da je nekdo zaznal, da so vrednote med gluhimi bolj poudarjene. In me je zanimalo... Katere? Vse, družina, povezanost, komunikacija. In sem takrat, se pravi, ne vem, 2-3 tedne nazaj šele začela razmišljati, da to pa mogoče res. In sem potem razmišljala tudi zakaj. In moje spoznanje, pa bodo gluhi verjetno to bolj znali povedati, nisem se še uspela pogovoriti z njimi, ampak se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker so tolikokrat izolirani in pa umaknjeni od slišečega sveta, toliko bolj cenijo te vrednote. In kaj ti danes pomeni ta naša skupnost gluhih in naglušnih ljudi? To je moja družina. To je tvoja družina? To je moja širša družina. Se mi zdi, da tudi odnosi z določenimi osebami, ki ne slišijo, je to družina. Tudi ta kultura gluhih, to naše objemanje, ko se vidimo, to je nekaj tako toplega, kar včasih mogoče pri slišečih res pogrešam. Res je. In se ti zdi, da te koda po naše spremlja tudi v odraslem življenju? Otrok si celo življenje. Tako je. In mislim, da ostane ta povezanost z gluho družino, povezanost z gluhimi osebami, bi ostala tudi v primeru, da ne bi šla v tolmačenje kot službo. In še eno tako, morda malce žgečkljivo vprašanje. Ti je bilo kdaj nerodno, ne bom rekla, če si se sramovala, ampak če ti je bilo nerodno v kakšni situaciji, ko je bilo več ljudi slišečih, ko si morala kretati in gluhima staršema prevajati to, kar je drugim bilo samoumevno, da slišijo? Bom rekla, to obdobje malo pred puberteto, se pravi 11-12 let, ta najbolj občutljiva leta, ja, je bil ta, ne bi rekla sram, ampak to občutenje drugačnosti malo bolj prisotno. Ampak, ko pa prerasteš, se mislim, da smo tako vsi v tistih letih malo bolj občutljivi, ampak se pravim, ko prerasteš, pa sprejmeš vso situacijo okrog sebe in bom rekla, da sem jo sprejela kar na široko. Lepo. In po tvojem mnenju, kako dobro je družba ozaveščena o vseh teh stvareh in pa o sami kodi? O gluhih na splošno, mislim, da se zadnje čase malo več govori. Izraz koda pa še v Sloveniji. Mogoče se je, ko je prišel film na sceno o Koda, se pravi, ko je govoril o hčerki z gluhimi starši, da se je takrat malo bolj začelo tudi ta kratica uporabljati, ampak še vedno ni toliko uporabljena. Po drugi strani pa, tako kot sem rekla, o gluhih, o naglušnih, pa sem vesela, da se je začela malo več govoriti, ampak mislim, da še vedno premalo, da ljudje ne razumejo, s čim se ukvarjajo ljudje, ki ne slišijo. Res je. Kakšen odnos imaš danes, ko si odrasla, svoje življenje imaš s staršema? Mi smo tako povezani, da bom rekla, da mi je smešno, ko se pogovarjam s kom, ki se starši ne sliši na vsake toliko dni. Ne vem, če ne drugega pokličeš, zdaj, ko so pametni mobilni telefoni, videoklici, na drugi strani Slovenije pokličeš, a ste v redu, kak ste? In smo res, bom rekla, skoraj na dnevni bazi povezani, čeprav ne živimo skupaj, ampak se pa res slišimo skoraj vsak dan, če ne drugega za minutko, 2 minutki, samo toliko, da si v redu. Ja. Da si date na smeh in greste naprej. In kako starša sedaj, ko sta sama, krmarita gluha skozi življenje, kako ima gre? Brez problema. Brez problema. Brez problema. Če je že mogoče kak videoklic, lahko tole pokličeš, samo ne vem, rabo bi to pa to, čisto na hitro, bom rekla, res samostojna, popolnoma, ne potrebujeta nobene podpore, krmarita skozi življenje
že prej, pa zdaj brez problema. Se ti zdi, da si zaradi svoje izkušnje in odraščanja ob gluhih starših ravno zaradi tega bolj empatična, bolj imaš občutek za ljudi, posluh za situacije in pa da si zaradi tega morda še bolj komunikativna? Glede empatije bi mogli vprašati koga drugega. Jaz sama sebe Zato sem te vprašala, ker te poznam in preberem. vem, da imaš zelo, zelo visoko stopnjo empatije. Se trudim. Mogoče res prepoznam situacijo, kdaj je potrebno kakšno stvar pomagati. To ja, glede komunikacije bom pa rekla, da sem se ravno zato, ker sem mogla ves čas komunicirati, se pravi, že v otroštvu sem se naučila komunikaciji, sem pa po naravi malo bolj zadržana, dokler človeka ne spoznam. Ko pa enkrat spoznam, potem pa steče. Potem pa vse steče. Ja. In kaj si se naučila ob poslušanju tišine, prenesenem in pravem smislu? V prenesenem in v pravem. Tega, da se premalokrat umirimo. Da se premalokrat umirimo? Definitivno. Zato, ker je tempo življenja tako hiter, da je meni včasih res, ko pridem domov k staršem, še vedno bom rekla domov, da se umirim, da res izklopim poslušanje. Sem tudi v tisti tišini, da res najdem tisti trenutek zase, da se umirim in da samo obstajam, ker tudi to moramo biti, samo obstajati včasih. Res je. Da si znamo ta trenutek vzeti, Ja, pa če je to da 5 ne dni ali hitimo. pa 5 minut, da znamo zase vzeti ta trenutek, ko zaveščamo lastno obstajanje. Ali si danes kakorkoli aktivna v skupnosti gluhih? Ja, bom rekla, da že v osnovi sem tolmačka slovenskega znakovnega jezika in sem res vključena v skupnost gluhih na različne načine. Pa ne samo kot tolmačka, ampak bom rekla tudi kot družinski član, kot prijateljica, tudi v tem smislu. In ali se ti zdi, oziroma ali imaš vizijo, kaj bi še bilo potrebno storiti, da bi koda bila bolj sprejeta v svetu? In ali je že kakšna pot tlakovana, ki se že tlakuje, da bi to bilo bolj, in kaj bi ti storila za takšno? Po svetu so že združenja kod, zato ker se opaža, da se v določenih življenjskih obdobjih soočamo s podobnimi situacijami, tako kot smo se prej pogovarjali, kakšno prehitro odraščanje na določenih področjih, ta občutek, da moraš biti vedno ob nekom, da mu pomagaš, ker sem tudi imela določeno obdobje, pa ni bilo resnično, samo sama sem si predstavljala to in se mi zdi, da bi se mogli več pogovarjati o tem. Da bi ljudje morali bolj razumeti. Tako, da bi se mogoče tudi koda, tudi jaz sem za ta izraz slišala šele kasneje, pri 15-16 letih, da bi se mogoče tudi v Sloveniji mogli malo bolj povezati, da dobimo nek občutek, da nismo sami. Da niste sami. Kakšen nasvet bi ti dala današnjim otrokom iz koda družine? Vse je v redu, ni treba narediti vsega, starši se bodo znašli, ni problema, lahko ste otroci. Ravno to me je spomnilo na pogovor pred že nekaj časa nazaj. Gluha starša in starejša hčerkica je avtomatsko, ko je nekaj slišala, ko je ponoči njena mlajša sestrica jokala, je starejša sestrica prevzela nase to odgovornost, da je ostajala, da je prvo ona pogledala, da je dopovedala staršem, pa vendar danes obstajajo tudi na tem področju takšni pripomočki, da dejansko otročkom ni treba takoj postati odrasel oziroma tretji starš. Bom rekla, da že včasih ni bilo treba, ampak mislim, da na neki nezavedni ravni avtomatsko to narediš. Vsaj pri meni je bilo tako, da sem čist nezavedno spostavila nek stik, prevajala pogovor o okolici, tudi če mi ne bi bilo treba. Ampak se pravi, čist na nezavedni ravni se začne to dogajati. So pa tehnični pripomočki že bili takrat in tudi danes so še, se mi zdi, da
lahko poteka ta komunikacija med, tako smo rekli, med dojenčkom in pa starši brez problema. Brez problema. Kaj bi ti, za zaključek oddaje, sporočila vsem, ki so člani koda družine, ki poznajo takšno družino, ki na kakršenkoli način spoznavajo ta svet? Bom čist kratka, imejte se radi. Se mi zdi, da z neko empatijo in pa z povezanostjo, pa s trudom, mogoče čist malo truda, pa se da življenje peljati lepo naprej. Čudovito sporočilo. In kaj tebi osebno pomeni komunikacija in pa vse te vezi z gluhimi? Način življenja, res način življenja in pa ta povezanost s pomočjo komunikacije, kar mi je bilo dano v življenju, nekaj najlepšega. Nekaj najlepšega. Vidim, da te je oblikovalo v čudovito osebo, za kar sem hvaležna tudi sama, da sem te spoznala. S takšnimi ljudmi se rada obkrožam, srčnimi, empatičnimi. In za konec oddaje še eno čisto takšno tvoje sporočilo svetu. Imejte se radi. Tako je. Imejte se radi in pa pokazala nam bo še kretnje, ki so povezane na tvoj način življenja, na način življenja tistih, ki živijo v kodi. Pa bomo mogoče začeli kar s koda. Komunikacija, pa družina. Čudovito. Upam, da se vas je zgodba naše Neje dotaknila in pa, da ste se tudi kaj naučili iz povedanega. Vsekakor se bomo trudili, da se o teh temah in takšnih temah še veliko spregovori tudi skozi naše oddajo Hvala, razumem, kjer vas bomo vodili v vse te informacije, znane in neznane, da se boste čim lažje prebijali ob svoji gluhoti, naglušnosti ali pa samo nekakšno okvaro, ki vam ne da normalno slišati. Hvala, razumeli smo vas. Povezanost, starši, tolmač, slovenski znakovni jezik.